Ljudje in ljudine, poslušate 176. epizodo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot. Oj, Bertrand! Oj, debil! Smo tako kot skoraj vedno, Mito Gegič, Servus, Igor Harp Jo. in moja malenkost Aljoša Harlamo. Tokrat z nami prvič premierno, Nejc Gazvoda, bivši pisatelj, nekoč je bil pisatelj, živel je na veliki nogi. Danes pa je samo še mizerni scenarist, režiser in gledališčnik. Živijo, Nejc. To sem jaz, živijo. Lepo, da potrdiš vse. Tako, to vse je res. Vse je res, ja, absolutno. Jaz vse, kar napišem, dobro preverim in tako, poznam te. No? Skratka, današnja epizoda je posvečena seriji The Bear, ki zaenkrat šteje 2 sezoni. Prva je bila predvajana na Disney Plus poleti 2022, druga poleti 2023. Čakamo novo 3. sezono, ki bo seveda letos. Skratka, pogledate lahko vse to na Disneyju, če ga nimate, in če omenjena serija slučajno še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njej govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki, zato si jo morda najprej poglejte, preden poslušate dalje. Če pa ste serijo že videli ali pa je niti ne nameravate gledati, vas pa zanima, kaj bomo o njej povedali mi, pa prižgite štedilnik, nalijte v ponev malo olivca. Potem pa gremo, čas teče, gostje so lačni, preklete smeti. Boste dal kaj od sebe, če ne, pojte delati v McDonald's. Maestro, ena medvedja. Da ponovi to, kako se medvedje oglašajo, Mito? ne vem, tako. Ok, skratka, The Bear, medved je to po slovensk, kar jaz sem najprej mislil, da je to kakšna metafora, ampak pa sem videl, da pač kliče se The Bear, pa si ima neke živalska imena. Oni se pišejo Barzato, neki je... A je to medo, po italijansko? Ne, pa ni malo bear. Ne, tega Mislim, dela. da ne. Italijansko bo najbrž nekaj z Ursus povezano, ampak ja. Misliš, Ne vem, ker je latinsko Ursus, ja. Nejc, veš ti kaj več? Ne, pojma nimam. Nič nimam za dodati, da bo to debato. Žanr, ki je neke vrste komična drama, tako se predstavlja, komedija z delovnega mesta, se pravi workplace comedy, za tiste, ki ne veste, kva jaz to prevajam, in pa kulinarična drama, tako sem jaz to pojmenoval. Razmišljal sem, da je bila kulinarična akcijska serija, ampak... Gastronom. Ja, šef brez humorja. Lepo, za vse gledalce boja. Ampak sej, kakto, sej ja, šef tudi nima humorja. Ne. Mislim, saj ne dobrega, ampak ja. Naročnino tle od nas. Ja, hvala Igor za ta pogled. Gastronomska drama. Gastronomsko drama. Gastronomska drama, ok, ni kulinarična, ker pač Aljoša ne more imeti nikoli prav. Gastronomska drama, bom popravil. Ustvarjalci Christopher Storer, drugače režira stand-up komične speciale in pa 2 epizodi serije Dickinson je naredil, druge pa ga nisem zasledil, se pravi, to je ena večja, njegova prva večja produkcija. To ne spada v nobeno vir ali pa franšizo, tako da lahko gremo hitro še igralce pogleda. Jeremy Allen White, ki je v glavni vlogi kot Carmi Berzato, kje smo njega videli, Shameless, tisti, ki ste gledali Shameless, drugače pa je ravno za to serijo že prejel 2 Zlata globusa in nagrado Screen Actors Guild Award. Naše poslušalke bodo zagotovo vedele, da je v enem oglasu za spodnje perilo trenutno. Calvin Klein. Ja, mislim. Ja, točno. Aha, to je Jaz kot poslušalka to tudi. kot ljubitelj spodnjega perila. Vsekakor. Jaz imam rad spodnje perilo. Jaz tudi čisto. Niti enega dneva ni brez njega. Ja, jaz mislim. Bednik, nič ne hodite na nudistične plaže. Potem je Ebon Moss Bakarah, je Richard Richie Jerimovič, ki je, do zdaj smo ga videli v Punisherju, pa v The Girls in v Andorju. Pol imamo Ayo Edebiri, je Sydney Adamu, scenaristka je drugače tudi delala je na What We Do in the Shadows, posodila je glas v Spider-Manu, pa v Ninja Turtlesih, igra pa v komediji Bottoms. Yep. Zdaj je ta trenutek, je kar
Mislim, zdaj ta trenutek je kar popularna. Mislim, na Amazonu si pogledajte to komedijo, je nekaj najbolj insane, kaj ste videli v zadnjem letu. Priporočam. Super. Pol imamo še od takih bolj znanih, kjer sem se še kaj napisal, je drugače Lionel Boyce, Liza Colon-Zayas, Abby Elliot je Natalie Sugar, Bercato v SNL-u, če je kdo, to je zdaj že sicer kar nekaj let nazaj, no je bila v SNL-u. Matty Matheson, tam je kar presenetil Neil Fuck, je drugače kanadski kuharski mojster, lastnik restauracij, igralec in spletna persona. Namreč piše jih za internet personality, jaz te prevajem kot YouTuber je nekaj. YouTuber je. Ok. Skratka, tudi YouTuberi so. Potem pa imamo celo paleto v stranskih vlogah, celo paleto odličnih igralcev, od Olivera Plata, ki igra strica Jimmyja. Mnogi se ga spomnite najbolj s Frost Nixon, Flatlinersov, zame jaz se ga bom vedno 4 mušketirov. Točno. Art Portos. Je vedno moj najljubši mušketir, ker rad je in pije. Zakaj je to smešno? Potem je John Bertal, Mikey Bercato, The Walking Dead, Punisher, v Daredevilu, potem Punisher, We Own This City, za katero jaz pravim, da je to serija, ki je bila precej grdo spregledana in ena boljših zadev z predlanskega leta, zdaj že. Joel McHale igra Carmijevega bivšega šefa, Jamie Lee Curtis je noter, nazadnje smo jo gledali v Everything Everywhere All at Once in mislim, da je tudi tukaj izjemna. Potem Gillian Jacobs je noter iz Community, pa Molly Gordon iz Booksmart, Molly Ringwald je noter, Will Poulter, Bob Odenkirk, Sarah Paulson, John Mulaney in Olivia Colman. Skratka. Ja. Olivia Colman reveal je bil mi največji tak, wow, ker že misliš, da po Fishes, to smo zdaj to videli, zdaj so celebrity je dali, odpakirali in polje tam je Olivia Colman in si tak, ok. Ja, če bi jaz osebno mogel zbrati trenutno mojega najljubšega igralca ali igralko bi njo zbral. Ja, Olivia. Ja. To je pa res petarda. In zdaj smo še pri obnovi, ki jo je za nas pripravil kot vedno Igor. Skratka, o čem se gre v tej seriji za vse tiste, ki niso gledali? Torej, čeprav bi The Bear lahko uvrstili v tako imenovan kulinarični žanr. Napisal kulinarični žanr, ne bomo prav, gastronomski. Hvala. Ok, gastronomski žanr popravi. Torej, med pripovedi o briljantnem šefu, ki uspe s pomočjo raznolike idiosinkratske ekipe preseči omejitve svojega okolja in se dokazati, je zgodba serije njenih junakov bistveno širša, z razpršenim fokusom, ki združi elemente različnih pristopov in načinov podajanja zgodb. Ja, v osnovi res spremljamo usodo nagrajenega šefa, ki po bratovem samomoru prevzame njegovo kultno sendvičarsko beznico in jo poskuša dvigniti na višjo raven. Ampak Carmi, ki je znan tudi kot The Bear, to počne ne da bi se soočil, zato da se ne bi soočil s čustvi o bratovi smrti, medtem ko ga večina ekipe sovraži, ker nočejo sprememb. Čustva likov, predvsem zaposlenih tam in njihov razvoj so ospredje in gonilo zgodbe, in jo spremljamo skozi različne perspektive. Sporedno z zgodbami in usodo restauracije pa serija uspe prikazati tudi širše okolje urbanega Chicaga in odpre mnoga aktualna vprašanja, kot recimo prekarno delo, gentrifikacija, mobbing, pasti podjetništva in birokracije, pa njihov vpliv na duševno zdravje. In to vse tvori milje serije, ki pusti pečat na junakih, vseeno pa to ostane v ozadju. Ok, hvala. Ker so junaki. Evo, The Bear, medo, bomo to prevajali. Medo? Ja, to jaz bi, ja. Carmi, mi nikomu ne rečeš medved, ti mu rečeš, da je nekdo medo. Ja. Ok, pa tako, prosim, šef je kuharski mojster po slovensko. Šef, to meni. Že se je sicer zadrt to. Ja, to je v seriji. Yes, kuharski mojster. Da, kuharski mojster. Da, tako, da, spoštovani kuharski mojster. Skratka, tole delamo, malo je mogoče netipično za nas, sicer ima neke komične elemente, ampak jaz mislim, da jih ni toliko. No, meni se ni zdelo toliko komedija, kot se mi je zdelo, vseeno bolj drama. Ampak, ker delamo tole, mogoče prvi krog, tako kot ponovadi, zakaj delamo tole, oziroma to bomo mi povedali, Nejc bo predvsem povedal, zakaj njemu ta serija toliko všeč, da smo ga povabili, da je tako rekel, to delate tako super. Tako sem rekel, ja. No, Nejc, kaj je tako dobrega v tej seriji, razen dobre hrane? To meni v bistvu niti ni bilo, ker jaz ne maram teh... Nisem jo gledal takoj, ko je prišla ven. En prijatelj mi je rekel, da jo moram videti in potem sem se pa s punco usedla in svojo pomaratonala. Ker jaz načeloma sem pričakoval
spet neko zgodbo o moči. Torej o tem, kako se v bistvu nek šef spopada s tem, da hoče biti najboljši. To je neka zadeva, ki je, mislim, da je moč itak stvar, o kateri se vedno splača govoriti in je neko gonilo v bistvu ogromno enih zadev. Ampak potem sem bil blazno presenečen, ker hkrati, čeprav seveda jezdil na enih klišejih, te Hell's Kitchen, pa vseh teh nekih zadev in ja, je neka ambicija prisotna, ampak ta ambicija je vezana na izrazito osebno. To je to, kjer oni mene kupijo. In on ni en zapit model, ki se drogera, se vemo potem zakaj, zaradi tega, ker je v bistvu razen tega, da pač verižno kadi, da to svojo anksiozo še bolj spodbuja. Je se v bistvu zelo umaknil v teh zadevah zaradi pač zgodovine svojega brata, svoje družine nasploh. Bistveno mu je v bistvu graditi community. In to je meni eno vprašanje, ki mi je bilo strašno zanimivo. Kako v bistvu v tem času, čeprav jaz sem imel eno zanimivo debato z enim profesorjem iz Filofaksa, ki je rekel, da se mu v bistvu community zdi overrated. Ampak meni se pa... Kot koncept ali kot TV serija? Ne, kot koncept. Ne, kot TV serija, ne, to se nisva. Ampak jaz pa mislim, da ne. Jaz pa mislim, da je to trenutno eno izmed bistvenih vprašanj tega, kako iti naprej v bistvu v sodobnem svetu. To in v bistvu kombinirajo s to neko nežnostjo, ki jo ta serija ima, pa hkrati s to neko popolnim odfukom, se sme kleti na tem podcastu, ok, hvala, lahko se me boš podlipal. Je res neverjetno. In kako so v bistvu, to je meni všeč, kako so oni vedeli, kaj so njihove pač močne stvari in so jih iz prve sezone, ki je malenko slabša od druge, ker je itak neverjetno, pa je prva že izjemna, kako so jih naprej prenesli. In jaz komaj čakam tretjo. Res to, pa Barry, ki sem ga pač zamudil in ga gledam šele zdaj, sta v bistvu ene dve stvari, ki sta mi zdaj čist neke nove stvari odprle, ker nisem tako zelo pregledan kot ste vi, ker vidim, da reference kar letijo, tako da se malo zdaj pod nekaj časa bom pod mizo. Ne, bojo tudi kakšnih slovenskih filmov, da boš bolj sledil. Boja, prav. Bo Igor poskrbel. Trenutki odločitve. Tako, kakšna znajoči Peter, pa to, kar vsi poznamo. Ja, lej. Igor, zakaj tebe, čakaj, kdo je prvi od nas gledal? Si ti mi to prvi pogledal? Ne, Igor. Okay. Ja, v bistvu, ko k nam pride zadeva z nekaj zamika. Na Hulu v ZDA je prednje pri nas na Disney+. In jaz pa uporabljam ta družabna omrežja, to, ko vsi zdaj mladi norijo. Ta družabna omrežja. Kot mladi pravijo, TikTok. Eno od njih... Skratka, na Twitterju sledim precej filmskim ustvarjalcem, tudi raznoraznim. In sem opazil, da montažerji, ki jih imam tam, so popenili, da je to najboljša stvar ever. Tudi drugi so, ampak montažerji so bili ok, vse, kar jaz delam do zdaj, je bilo nula, to. In pol sem res bil ful pozoren, še posebej na to in je res noro zmontirano, hektično do neke mere, ampak vseeno ni tako video spot in ful dobro delajo tempo z montažo, z tem, da prikažejo okolje, prikažejo čustvena stanja, vse te stvari. Mislim, se igra je super, scenarij je super, ni nobene slabe stvari pri tej seriji, ampak montaža pa je ono, kar res je some next level shit. Posledično, mislim, mene, ko gledam, jaz ne morem več kot ene epizode pogledati, ker me čist malo stresno skoraj, da je koliko not potegne. Prav zaradi te montaže in to moram reči, da bi posebej izpostavil. Sej, kot sem rekel, ni kaj zomagn, vse, kar je Nec rekel, ja, ful pomembna dejstva, ful pomembne teme odpira, ampak ja, montaža. No, super, da si to odprl, ker pač Nec nima pojma o montaži. Me se je zdelo, da so kadri se menjavajo. Kadri se menjavajo. Ne, jaz sem načeloma fan tega, da ni, a veš, jaz mislim, da je montaža tudi v filmih, kjer so kadr sekvence izjemno pomembna, ker potem moraš ti se res premisliti, ampak oni pa tle dejansko, a veš, imaš epizodo, ki je pa hektično zmontirana, ki se ve, zakaj je, potem imaš pa neko, kjer stvari sam trajajo. In to je nekaj, kar recimo našim televizijam ne more zares prodati. Tista epizoda od tistega Markusa, ko gre v Kopenhagen, ki je v bistvu popolnoma, lahko bi bila sicer bottleneck epizoda, ampak ni zares, ampak pač ima svoj namen. Ta nek, a veš, da ti po
toliko hektičnih epizodah prej rečeš, ne, zdaj bomo pa tega tipa spremljali tukaj in bomo zadevo čisto umirili in bomo povedali nekaj o človeškem stanju. Ne, to je recimo blazno, blazno cenim. Le kdaj bo to pri nas? Noben od nas tle ne snima filmov. Ja, to... okay, počas. Ja, RTV, javi se nam, Kolas. Za statiste, ali kaj? Ruf Miha. Ja, shit. Ne, mogoče sem to malo razložiti. Bolj sem mislil o tem, da potem, ko se spopadaš z... Ko kaj napišeš in daš, ne, ti začneš neko strukturo, ki v bistvu je že 15 let zares ni več na televiziji težiti. A veš, ameriške serije, ki naj bile najbolj strukturirane, kjer imaš skript doktorja na vsakem koraku, so zdaj take. So loose, so jazzy, so recimo Louis. To je nekaj, kar je meni v bistvu bilo izjemno všečno in to me malo spominja na to, da je v bistvu hkrati ima serija čist sitcomovski princip, sitcomovski v smislu A, B zgodbe, tako da zmeri spremljaš nekaj, pač dva. Tako. V bistvu je tudi malo komedija zmešnjav na en način, če je zelo vulgarno, ampak hkrati je pa čist freeform in to je ta kombinacija prekrasna. No? Super, ja. Mito, ti si naslednji. Jaz ravno tega, kar sta oba dva naštela, se še v bistvu najbolj z Nejcem tukaj povežem, ker v bistvu me je, mislim, onkraj hrana, ki mene tudi ne zanima toliko, s čim se dejansko oni ukvarjajo, me zanima ta končni izdelek, predvsem pa liki, ki jih ta serija izpostavi, da so ti dejansko mar. Povrhu pa to dela na zelo nepretenciozen način. V bistvu liki, ki nimajo nekih velikih, širokih gest ali pa literarnih velikih prijemov, v bistvu imajo te manjše zadeve. Markus želi samo narediti fucking zakon krov, razumeš? To je njegova zadeva, ne? In pač on se celo sezono s tako ukvarja. In to mi je zelo všeč, v bistvu pokaže tako na tehničnem, literarnem pa igralskem področju, da ne rabiš nekih velikih zamahov, ampak rabiš samo zelo jasno vizijo tega, kaj se v bistvu tukaj dogaja. Meni je v bistvu tole za eno besedo grunge. Ker ima izjemno močna, stresna, tesnobna občutja ti povzroča, pa sami liki trpijo pod takšnimi pritiski, po drugi pa presekajo na hitro z nekimi mirnimi pesažami, long take ali pa nežnostmi, poslušljivostjo in tako naprej, mislim z posluhom za bolečino drugega in tako naprej, ampak potem se veš to tako menjuje in zato rečem grunge. Tako zelo, zelo fina zadeva je. Plus pač v primarnem pomenu, ko začne obnavljati, je vse skupaj zelo grunge, vsrano in polno plesni. Tudi to. Grunge je bil zelo slej v naših časih za Gen Z poslušalce. Zdaj je že malo zastarel žanr, ampak v naših časih je bil slej. Kaj pa ti si ga pa zdaj nazadnje gledal, ne Aljoša? Ja, jaz sem ga pogledal en vikend. Jaz priznam, da nimam tega kot Igor, jaz sem to požrl. Mislim, da sem res prvo sezono začel gledati, da vidim, kva to je. In potem sem jo pogledal pač v enem večeru, ker nisem mogel nehati gledati. Jaz sem jo pač celo snel, pa prvi del druge sezone sem vse v enem dnevu, pa sem se ostalo pustil za naslednji dan. Ja, no, ne, malo cliffhangera, pa tudi jaz zdravim v lifeu. Zdelo se mi je, veš kaj, mene je v resnici na začetku presenetilo, ker jaz sem posebej po začetku, ker vidiš, zelo malo vidiš Karmija, kako ga ta John McHale ga, ne vem, kaj bi temu, mobbingira, nadleguje, psihološko terorizira, izberite si kaj. Sem mislil, da bo pol zgodba o tem, kako pač on skratka bo zdaj to skušal prenesti v to Chicago skupnost in se mi je potem, ko se to ni zgodil, ko vidiš, kako ti si uporabil Mito super besedno zvezo posluh za bolečino drugega, nenadoma se mi je zazdelo, da je pa to serija zelo v rangu Teda Lassa. In si nisem znal pojasniti, zakaj. Kaj me spominja na Teda Lassa? Razen tega, da tukaj se mi zdi, da liki skušajo reševati svoje težave. Vsi. Tudi njegov ta bratranc, ki je na začetku ful proti njemu, mi ne bomo nič spremenjali, to je kaj že ne structure, kaj reče? Struktura, kaj je schema, nekaj kar imajo, skratka, to je tako je naša štimuga, ti tu rušiš to. Zdaj si prša, pa bi rad neke te sendviče, fancy, pa to, ne, mi delamo sendviče, take pa take, to je to. Ampak pol nekako raste kot lik in se mi zdi, da je zelo podobno Tedu Lassu. Tudi tam imaš like, ki so dokaj neprijetni, na začetku pa imajo neke resne težave, pa potem se vidiš, da se vseeno skušajo se potegniti ven iz njih in skušajo delati
In ni tisto travma in cel moj life je zjeban zaradi te neke izhodične travme. Ne. Se mi zdi, da tukaj notri, tudi pol, ko spoznaš familijo in vidiš, kaj je pač mati delala, kaj je to za ena nora familija, ne, se ti zdi, da so vsi res relativno normalni ven prišli. Ja, imajo napade. Kdor je prišel ven. Ja, kdor je ven, ja. No, pa se še imaš v prvi sezoni tisto, ko delajo catering za Sisera in vidiš še vse one froce, ki bojo še bolj zjebani. Ja. Tiste zanek so mi res odlični. Ja. Načeloma se mi je to tudi zdelo the best. Prav, tako, to rabi vsak otroški party, po mojem. Malo ženekca v limonadija. Kaj že mi tisto neki homemade. Neki ekto, veš kaj je to? Ektoplazm je z Ghostbusterjev. Z Ghostbusterjev in je bila popularna pijača, ki si jo lahko kupil, a on je pa naredil sama. Ja, isto kaj Sprite sem delal. Isto kot je Sprite naredil, ker pač je genius. Ja. To se mi je pa zelo dopadlo. Jaz imam načeloma kar rad, jaz sem gledal Masterchefa 1-2 sezoni, po mojem, slovenskega. Imam rad te priprave hrane, čeprav jaz znam kar ok kuhati, mislim, po mojem mnenju, sem zgleda pa nikoli ne tako, kot pač tukaj. In tudi stališča tega, veliko, da še nisem videl tako, tudi res so lepi kadri, lepo poskrbijo za to, pač kako te stvari reprezentirajo, kaj delajo, ampak v končni fazi ni restauracija v prvem planu. Se mi zdi, da so v prvem planu te zgodbe, to, kar je Nejc rekel, in to je mene pritegnilo, da imaš ljudi z zanimivimi zgodbami in to. Je pa res, da ves čas me tako, ne vem zakaj mi je ta Chicago ves čas deluje kot Boston, vedno smo vajeni teh familij in tukaj je malo mafija, ves čas hočem misliti, imam v glavi Boston, pol se skušam ne Chicago, pol se me čist zmedli, ker sem mislil, da so R.E.M. iz Chicaga, ker imajo toliko R.E.M.ov noter. Ja, niso samo Wilco, sem preveril iz Chicaga. Tako da ja, meni se zdela serija, kar se tega zdi super, sem pa res ves čas malo dvomil, a je to za nas, ker naši poslušalci so vajeni, da mi delamo znanstveno fantastiko in akcijade in grozljivke, ne pa drame. Na nek način lahko gledaš na to kot na utopijo. Ne? Mislim, šefa, ki je prijazen s tabo v službi. Okay. Meni je bilo tudi v bistvu nenavadno to, ko sem potem sem bral v seriji pa nekaj o Kemi, kako se on obnaša potem, in kakšen high pressure je, ampak meni se je on zdaj v bistvu ful prijazen, ker sem pač slovenski filmar in vem, kako je na setu. Ta veš in je ta pač tak pressure je. On v bistvu to, da se ti na koncu sposoben upravičiti, je mnogo več, kot je marsikdo sposoben. V bistvu je on zelo, jaz mislim, da je resnično v resnično umazanih kuhnah še mnogo hujšno. Vse se dotaknejo kakšnih zadev, ampak mislim, da je, ampak vse prav, vse še enkrat, tako kot ste rekli, ne ukvarja se s tem. V bistvu se ukvarja točno to s tem, pač prišli smo iz nečesa, zdaj pa kako se bomo potegnili iz tega kot ljudje skupaj, drug bomo malo dali pručke, ampak sam boš mogel pa na koncu biti ta, ki bo pač zadevo pelil naprej. Tako. In se mi zdi, da so tukaj pač res liki najpomembnejši. Tako da jaz mislim, da se kar lahko malo obrnemo k likom. Skratka, na začetku imamo Karmija, ki prihaja z ene te velike restauracije, ki kako že on ni dobil zvezde, ampak je obdržal zvezdico, 2 zvezdici Michelinovi ali koliko. Celo, ja. Se mi zdi nekaj takega. Je imela ta restauracija in on je obdržal in skratka pride v to restauracijo in tam imamo pač like, skratka ta njegov bratranc Richie. Sydney pride nekako zraven in je tudi ena taka, takoj od začetka že ena Karmijeva proti utež, oziroma oba sta nekako v tandemu, ko foter pa mama, mal te družince. Ja, recimo, Ja, pa vsi, zdi se mi, da vseeno vsi tudi naredijo nek prehod kot liki. Ja. Sem se zgodba posveti razen najmanj res temu, kaj je že Abrahamu, ki potem itak odide. Ja, on obupa nad... Ampak se pride pol nazaj. Ja, zdaj je pol pride nazaj, njemu se recimo nikoli v resnici ne posveti. Ne, mislim, tam me se razloži, da je on iz Somalije in da je bil zraven Black Hawk Down. Tako. In veš, zakaj se v nič ne vtika, v bistvu zakaj mu je to življenje okej. In tudi zakaj mu je toliko stresno, ko mora uniformo nositi, že samo to, v tisti šoli. In mislim, da s tem zelo dosti povejo, da on enostavno ne prenese tega stresa, da bi moral imeti uniformo, pa da mu nekdo nov, ki ga ne pozna, ker tam se je zelo v redu integriral not, govori, kaj mora delati. In mislim, da mogoče bomo v naslednji sezoni bolj spoznali, ker se tudi Karli ni bilo v prvi sezoni, recimo, kaj dosti. Meni se zdi, da v bistvu osnovna
zadeva tele restauracije je, da v bistvu kot prvo deluje kot platno z veliko vrzeljo, kot krov, z veliko vrzeljo na sredke. Pri everything everywhere. Skoraj, pač samomor brata, pa finančno stanje restauracije, da v bistvu to v prvi sezoni predvsem toliko v ospredju, okrog katerega so potem tudi ti mikrokonflikti. Tu se mi zdi, da so literarno lahko potem se poslužili ali long take-ov ali pa res teh tesnobnih montaž, v katero so res si zbrusili veščino, da pač Karmi, ki pride not, pa zdrma vse skupaj, vsem ostalim štalo dela s tem, ker so vajeni enega in istega postopka, kljub temu, da si nekako trpijo za izgubo majka, ampak potem, ko imaš te mikroseanse z kuhanjem, pa z mikrokonflikte, ne vem, ker se sam nekdo dere, noži so topi, kje je moj lonc? Zakaj je tu vse omazano, pa tako naprej, vsak skuša v bistvu restauracijo izboljšati, pa naredi to na kosilo, ampak na zelo drugačen način. In to se mi zdi, da je tako zelo lepa literarna fora, kako like skupaj postaviti, pa dober konflikt narediti. Zdaj ne vem, ste bili koliko toliko pozorni, kako je v bistvu vse, meni je pri tej seriji zelo fino, ker jaz sem z namenoma uporabil prej besedo nepretenciozna, kljub tega, da imaš zelo flashy scene lahko noter, ali pa montaže, ki so divje, pa muzika, ki je posredi, soundtrack je izjemen, pa zvočna slika, tudi ne smemo pozabiti, je izjemna, zelo pomembna za to tesnobo, ki jo nabija, ampak vse, čisto vse je podrejeno temu konfliktu pa likom. Tako je načeloma, mislim, meni je to všečno. Jaz ne morem zares drugega gledati, ker če pač ni na nič obešeno. Je pa zanimivo, da to, kar si rekel, da si omenil to kader sekvenco, ena epizoda, ta, ki je mene kupila, je pa v bistvu ni zmontirana, je pa one shot, 20 minut v njih, noter, ko se v bistvu kuhna eksplodira. In, a veš, takrat sem jaz vedel, oni so pa res razmisleni, kaj delajo. To je bila, by the way, iz filmskega stališča, kader sekvence je neverjetno težko delati. Ker da dobro zmontiraš stvari, pa to itak, ampak pač ni prostora za napake. Zares, in da ti v bistvu brez enega krajšanja in brez enega v bistvu kreacije si sposoben narediti nekaj tasga. Vse smo videli že vrhunske kader sekvence, tudi v televiziji, True Detective se ne vem, spomnim, recimo ene, ampak ta je bila po mojem ene izmed boljših, da so si upali. To pa še enkrat ponovijo v drugi sezoni, potem sem je približno polovica epizode, mislim, da je, ali pa tretjina nekaj tasga. In takrat sem sedel, zdaj se pa oni grejo neki tveganga, ampak vejo, kaj hočeš s tem povedati. Vejo, vsaka epizoda ima svojo temo in vsaka epizoda je temu primerno posneta in narejena. In to je res krasno. Ja, tisto, kar je pač, jaz mislim, da je tukaj fajn, je, da je pač ta struktura logično se pogovarja zgodba, da ni samemu sebi namen, ali pa da ni nek artistry, ali pa sluga konceptu nekemu. Tako je, ampak da res pač spelje to tako neki logiki. No, pa še, da so vse te družbene vprašanja so znotraj likov prisotna, da ni zdaj ne prevzame tega, ne vem, ko se v gentrifikaciji gre ali pa karkoli. In tudi, kar mi je bilo ful zanimivo, je bilo, da njihove službe so ful prekarne, ampak ko pa oni grejo level up, ni šans, da dobijo ljudi, ki bi lahko delali, kljub temu, da propadajo restauracije, ena za drugo dobrih ljudi ne moreš dobiti. Mislim, to prikaže ene te nasprotujoče si sile delovanja trga delovne sile in pač tega, kjer živimo in zakaj pač so stvari problematične. In mislim, da ful vredo to prikaže, ko ona hodi naokrog, pa probava jedi, pa proba najti ljudi. Tista epizoda je, mislim, super. Mislim, vsaka ima nekaj takega, basically ni ene slabe epizode. Ravno zadnjič, ko sem ti razlagal, da gledam Monarh, tretja epizoda Monarha je fucking zavlačevanje. Nič se ne zgodi, samo oni trpijo, ker so ujeti na Aljaski. Whatever. Koga briga? Taki naravi. Basically, rabijo zafilati tistih 45 minut in vemo vsi, da se bojo vsi rešili in to je to. Tukaj ni ene take epizode, kjer bi karkoli kdo hotel zafilati. Vsak kader je tam z namenom, vsak dialog je tam z namenom in vse ful čudovito deluje. Mislim, da se zelo dobro prilega 30-minutni format takšnemu stilu pogovora ali pa vse pripovedovanja, kot ga oni tukaj želijo vzpostaviti, oziroma ga imajo. Ker ko pa jim to ne služi več, pa naredijo
enourno epizodo. No problem. Ali pa 20 minut. Ja, ali pa 20 minutno. Ne? Pač vse točno, mislim, point je to, da se zelo dobro zavedajo, kaj počnejo, koliko rabijo, da ni nobenih odvečnih stvari, ni nekih fillerov ali pa bottleneck epizodov, kakorkoli. Ne? Ja, se to ti pač omogoča pol pretočništvo. Točno to je. Ta oblika, ker je res pač logično, zakaj bi ti ne šel v 1 uro, če imaš 1 uro materijala, pa zakaj bi vlekel več kot 20 minut, za TV si nisi mogel tega privoščiti. Zaradi glasnega prostora. Ja, 45 minut plus reklame in je to, ne. Tako da tu. In jaz moram reči, pač, jaz bi rad še omenil, recimo, meni je ful dober, sta mi oba in ta Neil Fuck, skratka, in Tina, kako se že Tina piše, nekaj Marrero, ker sta oba tako stranska lika, ki od začetku je kar mal, ok, sta zraven, sta kao kolorit kraja, ampak jo malo tudi potisneš na stran, ker nista tako pomembna, ampak skozi serijo, skozi obe sezoni postaneta pomembna. Imata neko svojo vlogo, ki jo nastopita in to se mi zdi meni res super. Ko te serija začne zanimati tudi za unga v ozadju, ko več ni v ozadju nobenega lika, ampak ti gledaš cel prostor in gledaš vse, kako se odziva in to je meni fajn, ker Tina naredi en res tak super, od tega totalnega trmastega zavračanja Jeff namesto šef, pa do tega, ko vidi kako se skratka Sydney matra, koliko ona vloži neke ljubezni v to, koliko ene žalosti je zaradi tistega, ki zajebe in pol začne ona to nekako spoštovati. In pol, ko Carmi pošle še tega svojega bratranca Richija v uno restauracijo, ki mu najprej dajo zabrisati vilce. Ja, ta je krasna. Ja, se tudi vidi, kako on postane vedno bolj ponosen na to, kar počne, kako postane del tima, kako se počuti del tima in kako ta užitek, ki ga imajo ljudje pri tem, ko jejo to hrano, v tej pripravljeni restauracijo, jemlje kot, to je moje delo. To je tudi moje delo, ta njihov užitek in postane ponosen na to in nenadoma se zaveda, da rabi respekt, da on hoče, da ga ljudje, da mora najprej sebe spoštovati, da ga drugi spoštuje. To se mi zdi tako totalno nepretenciozno, ker ni, mislim, vse se tudi pogovarjajo o tem, ne, pa je jasno, tudi za une malo bolj nebrihtne gledalce povejo še enkrat, ampak ni pa tisto na nos vrženo, zdaj ti bom pa jaz pojasnil, kaj si ti tam počel in ne vem kaj. In to se mi zdi bolj dobro. Ne? Ker recimo Succession je pa lih obratno. Ne? Tam je, jaz mislim, da je Beru fajn to, da se ukvarja s tem, da ti moraš ego svoj v enem trenutku pustiti ob strani, se odločiti, da v življenju ene stvari niso šle in potem najti lepoto v nečem drugem. Ki je pa mogoče še lepša. To, kar si na novo našel. Pri Successionu je pa to, da tem likom tega ne pusti. To mi je recimo zanimivo zdaj, ker obojega sem fan, ampak je pa to, da pač do trenutka, ko ti padeš dol, ne moreš najti ničesar več, ker je ta prostor popolnoma izpraznen. Moraš iti samo na vrh. Ničesar ni. Ta vrh je nedostopen. Tukaj je pa, in to je meni blazno všeč, ker to je tudi neka moja osebna filozofija, ki je pa ne manje več, kot nek glup kliše, ampak lahko res se samo malo spustimo, pa pogledamo, kaj točno se v svetu dogaja, pa poslušamo drugega. To je tudi ena izmed tem serije, se mi zdi. Dajmo se poslušati, oni se najprej ne znajo poslušati, doma se niso znali poslušati. Derejo se, vse to je dobro. Torej, če imaš ti serijo, v kateri se vsi derejo, je tema, da se ne znajo poslušati, ker se samo derejo, pa se poslušajo, nimaš ničesar. Tako da v bistvu pri Successionu pa ne nehajo govoriti, zaradi tega, ker v trenutku, ko bodo nehali govoriti, bodo ugotovili, koliko je izprazno dejansko njihovo življenje. Tako da ja, se mi zdi to super. No. In čisto osebno, mislim, oboje sta mojstrovina, ampak osebno mi je Bear to, kar bi prej nesel sabo na samotni otok, če bi se mogel odločiti. Čist tako, ampak krati sem full fan Successiona, pač neverjetno, res, ampak čist to, kar sem jaz. Mislim, da Riči reče, ne vem, tik pred odprtjem The Beara, potem kao listen better. Da prav to je ta lekcija. Ja, ko citira neko glupost, najprej pa ga počutno pogledam, ampak v bistvu pa zelo dobro misel. Ja. Ne, to se mi je zdelo tudi meni fantastično. Tudi se seveda Sydney pa Carmi se tega učita, ne, malo kako poslušati drugega, nekaj Carmi najprej se mu ona nekaj govori, samo on kar po nekaj po svoje dela, ne. Tako da, pa še tako pravi ime ima za to, oziroma nadime Carmi, ker ga na koncu se karma malo udari po prstih. In se mi zdi tako, je pa tudi tako, kar smo premenili, dosti je tudi tega, Igor je to omenil, workplace, skratka, drame, skratka, kjer nam kaže te
dokaj zapletene odnose, ker zdaj ti furaš restauracijo kot neka familija, ampak tudi ta familija rabi neko hierarhično strukturo, ti rabiš točno vedeti, on dela to, ti delaš to, on je šef za to, ne moreš ti zdaj si nekaj izmišljati, pa boš delal nekaj drugega, če ti je nekdo rekel, da pač poreži nasekljaj čebulo. Ne. To se mi zdi, da je tudi noter, plus, da je veliko teh pač takih pač vprašanj, kako se obnašati do svojih podrejenih, kaj pravzaprav, kje so meje tega, ne, ker tudi Sydney na neki točki, če jaz se pa tako, se z mano ne bo nihče pogovarjal, jaz grem, ne, in odide tam, ko se jim pač skratka vse sesuje naenkrat, ne, in je dosti teh zanimivih stvari, ki jih recimo en Office, ki je tudi workplace, komedija nikoli ni to kot odpiral, Office se nikoli ni ukvarjal z njihovo vlogo znotraj, ne vem, kapitalistične. To je bliže Mad Menom, ne? Ja, bliže Mad Menom. Ali pa Sopranovim, ki so druge vrste workplace. Ja, je siva ekonomija, ampak še vedno ekonomija. Office je bil vseeno malo sužen forme, ne? Se mi zdi v enem trenutku, oni se pa tega ognejo, ne? To je meni, če so kaj pretočene vsebine dobre, so za to, ne? Zaradi tega, da reče, ok, v tretjem delu nam to ne funkcionira, kaj bo, nič, čist drug žanr. Meni se je tudi zdelo ful v redu, kako prikaže eno stvar, ki je omišljeno. Njemu je ime Carmen, ampak nikoli ne vidimo, da bi ga kdo v glavo jebal zaradi tega, ker ima žensko ime. In me zanima, ali je to zaradi tega, ker on ni čustveno stabilna oseba, ne? Ampak pokaže, da je imel brata, ki je vedno pazil na njega in se mi zdi, da je to nekako povedano, da noben ga ni buljal, ko je bil mulo, ker je brat vsakega prefukal, ki je probal. In da je bil zaradi tega še toliko dodatno navezan, ne? Ker se mu je bilo jasno, da ima žensko ime. To je že kar za 5. sezono, ne za 3. Da se je to zanimivo, jaz moram, ker je meni v bistvu edina slabost, ki bi jo rekel, ampak to pa ne vem, to kot debato odpiram, je Claire, ne kot igralka, ki se mi zdi torej njegova love interest v drugi sezoni, ampak ker se mi zdi, da je edini lik, ki je na en način, ki so rekli, naj bo mal Pixie Dream Girl. A veš, ko jo sreča tam pod prvnim zmrznjenih izdelkov, pa ona je krasna, pač izjemno to zadevo naredi, tudi potem na koncu se izkaže, zakaj je bila pač potrebna, ampak se mi zdi, da kot je pozicionirana, ampak to res, to zdaj kritiziram nekaj, kar v bistvu ni zares za kritizirati, ampak ker je serija toliko dobra, mi je mogoče to edina stvar, ki mi je malenkost izstopila. No? Tako da bi rekel, da sem si rekel, pa zakaj zdaj v vsem tem se moramo, a veš, ker toliko močne so druge stvari, zakaj moram zdaj gledati toliko, zakaj se ta zgodba toliko razvija? No? Ja, ker imaš prav tudi taka tipična romantična komedija, struktura je, on je zdaj po dolgih letih nazaj prišel v mesto. Ona je še vedno ta Hallmark, Hallmark božični film. Že ime, ne? Ona je Claire Bear. Jaz mislim, da je tak overkill tega, zato ker te ne bi prepričalo kot gledalca, mogoče da ne bi bil tako karkoli lahko premakne iz tega v romantičnem smislu. Kot nekdo, ki je tako definiran romantično. To je to. Moraš se zaljubiti vanjo, nima šans. Mito je dignil roko, skratka Mito ima pripombo tukaj. Predvsem. Jaz mislim, da predvsem 6. epizoda, ko je ta božična večerja, pokaže, kaj je normalnost onkraj barzato družine. Ne? In to sta tista dva zunanjika noter. Sta v bistvu Fanta, pa če je Paul, pa še on, ki ga igra, on komik, no, kaj je že. Mulaney. Mulaney. Ona dva sta najlepša blend vanila okus v tej družini noter, ampak Šuga pa Kazen Mela, ali kak je ime, v bistvu rabita to, da ne znorita. Oni dve dobesedno pobegneta v neki najbolj blend zadevo, kakorkoli, zato ker pač ta družina ne omogoča drugega in ni še ta kontrast tema. Če bi se tam še en konflikt odprl, do konc z njim. Ampak mogoče meni Claire tukaj deluje kot to je normalnost, ki bi jo Carmi lahko imel. To je ta izhod iz norosti, ki bi on lahko zasledoval, lahko je romantika, lahko je neko normalno življenje, družinsko življenje, očetovstvo, kakorkoli, pokaže to, ampak mislim, da tega ni sposoben zaradi travme, ki jo on sam goji. On v bistvu restauracijo, to veliko platno, vzdržuje kot lastno družino. On je v bistvu to ko vidiš enkrat božično večerjo, ki jo imajo, skužiš, da celotna prva sezona je samo remake vsega tega sranja, ki se ga grejo.
hkrati pa ono hranja spomin na brata na ta način. Ne? In se mi zdi, da to lep kontrast, kao vso to razmerje, ne? Ves ta njegov ta log z njo, z Claire, zato ne, bo pomemben. Ne? Drugače pa Mito, povej mi, kaj delaš, brez da poveš, kaj delaš, ko opišeš kuhinjo kot veliko platno. Zelo malo. Minimalizem. Tudi nisi kot ta Sixtinska kapela. Ne, jaz se sicer strinjam, ampak meni je vseeno, z Claire je povezan dosti nekih melodramatičnih momentov. Se strinjam. Tale hladilnik se je napovedoval cel cajt in tuhtaš, kaj bo neki bo s tem. In potem, ko je on zaprt noter, od sekunde, ko je ona v restauraciji, sem vedel, nekega bo slišala, kar bo skozi hladilniške vrata govoril in ne bo ok. Ne? Ampak veš, če smem še hitro tukaj intervenirati, serija razmerja spostavlja v long takih ali pa v neko intimo, v nežnost noter kao, ne, napram tiste norišnice, ki se je grejo in se mi zdi, da kar mi tega do zdaj do druge sezone ni imel, ne, in se mi je zdelo fajn, da so to noter potegnili kao, da malo... Veš kaj, čeprav mene bolj kot mogoče to moti malo ta kliše, spet smo pri klišeju genija, ker genij ne more biti genij, če ni samo uničevalni. In tu noter imamo isto foro, pač on ne more imeti normalnega ljubezenskega življenja zunaj restauracije, ne vem zakaj ne, ker je pač kot oni zdaj vzpostavijo restauracijo, je on itak tam, da jedi izumlja, pa da take stvari ne več da dela v kuhinji, ne? Ampak pač ne more, zato ker genij pač ne more imeti normalnega razmerja zunaj razmerja, ki ga ima za svojim delom. In tu mene mogoče malo ta kliše moti, ne? Zato ker jaz ves čas gledam kulinarko, o tem smo se že pri Demenju pogovarjali, pa tukaj upam, da boš lažje priznal to metaforo, da je visoka kulinarka zame pač ful tukaj kaže kot kreativno delo. Oni so vsi kreativci. A veš, tako kot se ona dva lotevata jedi, ko poskušata, preslano, sva zajebali postopek, to je v bistvu kreativno delo. Jaz vem, kako ti pokušaš farbe. Kadmi rdeča, da best. Mislim, da je tukaj ta metafora, pač in da to pokaže, ne, ti kot nek kreativc, vse vlažgaš v svoje delo in zaradi tega si lahko svinja v zunanjih odnosih. Ne? In tudi on je do nje tako zelo, to je zelo grdo, ne, dobro, ni prebral njenega SMS-a, tudi to je pač tako zelo tipična melodramatična fora, ne, da polon se spomni glika, SMS imam oziroma zvočno sporočila. Tega tudi jaz nikoli ne poslušam. Mislim, popolnoma bi ti dal, ko smo že odprli debato, oziroma Nejc je odprl, ne? Torej, popolnoma bi ti dal prav, če ne bi bilo božične epizode. Ker pač ta background, ta origin story, vse te travme, v bistvu Karmija zelo drugače zaznamuje. Ne? Seveda. Jaz mislim, da ne more... Tam je odrasel moški. Šur je, mislim, pa se hodi na terapijo. Svaka mu čas stari, ne? Pa džins ima v pečici. Super. Kje pa? Toga pa nima v pečici. Jaz mislim, da vse to, kar si povedal, se strinjam. Mislim pa, da predvsem pri meni, prednjači ne ta trpinčen lik genija, kot pa pač zjebana travma, ki jo ne zna drugače kot preko restauracije procesirati. Da je to njegova glavna hiba. No. Pa tudi res, da če ne bi bila ona taka, ne bi, če bi recimo to slišala, pa bi bila neka ženska, ki bi to lahko sprejela, pa bi mu rekla, ok, rekel si, kar si rekel, pa tudi ne bi imel konflikta, ne bi imel odhoda. Tako da najbrž je bilo treba dati v neko, v neko to, da ona v bistvu zaljubljena v nekaj, kar on zares ni. Ne. Kako sicer tega ni vedela, to je... Tega ni vedela, zato ker so Ariemi tako glasno igrali. Ariemi tako glasno igrali. Ne, to sem se Maestro, to sem gledal zdaj pred kratkim, pa je pač on, ki ima, pač ki je biseksualc, pa ima potem afere z pač mnogimi moškimi, potem ona enkrat znori, ne, in sem si rekel, pa dobro, si vedela, kakšen je, veš, nekaj, tako, hecam se, ne, seveda, ampak vseeno, to je ta zmeri to vprašanje, ne, če ti, potem, ko ti leopard požre obraz, ne, si res presenečen, ne, tega Madonna, ne, leopard eating party, ne. Ja. Lej. Eni hočejo prevzgojiti leoparda v mucke. Ja, tako je. Ne, in mogoče je pa zaradi tega, ne, sej, če bi bila mogoče, sej bomo videli, kaj bo tretja sezona prinesla. Ne, ker mislim, da vejo, da se bo ta razmerja neki še nadaljeval. Ne, sej mislim, da Claire bo odprla drugo restauracijo. Konkurenčno. Od njih. To se mi zdi najbolj logično, sploh Claire je zdravnica. Mama Bear, jaz sem mislil, da bi bil Slovenian Bear, ampak da prodaja pravo medvedovo meso, to se pri nas dogaja. Bear gulaš. Ja, tako. Ja.
Še eno stvar sem mislil nagovoriti z vami, ki pa je mene tudi malo motila še vedno. Na začetku imamo malo tega konflikta, kar mi je prišel z velike poš restauracije, mi tle delamo sendviče, fuck off. Ja, okay. Pol pa tam mal konflikt zgine. In meni ni problem, da oni delajo boljšo hrano, jaz tudi mislim, da je pač to neka... Zdaj bi me Mito mogel tu podpreti, kakor je pri Demenju kritiziral vse te bužije, ki hodijo jesti tako hrano. Skratka, mene tukaj moti, ker oni tukaj zdaj povozijo neko lokalno, čikaško, ne vem, tradicionalen futer in začnejo furati neko čisto poš hrano, ki dela gentrifikacijo. So del problema. Tako, so del problema. Ne? Oni niso del rešitve. Jaz sem mislil, da bo on zdaj dobro sendviče dali delo, zato ker meni je super, ko Riči ima en tak ful dober govor. A veš ti, kdo prihaja v našo restauracijo? A veš, kdo je tukaj? To so ljudje, ki vozijo avtobuse, učiteljice, ne vem kaj. No, zdaj tega ni več. In tukaj se meni, jaz sem to pričakoval v drugi sezoni, da se bo zgodilo, pa se ni in dopuščam, da to še bo predmet pogovora, pa tem, ne. Ampak to mi je mogoče malo zmanjkalo. No? Veš, kaj se meni zdi tukaj? Da je, če bi on bil en tip, ki bi prišel, pa bi rekel, lejte, meni je tako vse, ampak jaz sem genij, a ne, ki vam zdaj pokazal, kako se dela, bi oni zelo malo ga poklopili. Ampak oni so videli, koliko to njemu pomeni, so pač šli na to ladjo. In zdaj, kaj pa bo s to ladjo, ko bo enkrat začela pluti, to je pa druga stvar. Okay. Se strinjam drugače, totalno vem, kaj govoriš. Jaz sem isto pričakoval, da bodo sem zbrusili te sendviče, pa da bodo še več. Ampak mogoče so se temu na en način hoteli izogniti, mogoče nas pa to še čaka. Ampak se mi zdi, da ta njegov, veš, on je zmeri prvi tam, pa zmeri zadnji gre, pa vsak dan ima živčni zlom. In to oni vidijo. In oni to vidijo. In zdaj, če je pač to njegov cilj, mu v tem trenutku verjamejo. Kdaj pa bodo pa nehalo to verjeti, to pa mislim, da bo tretji. Jaz mislim, da je tudi stvar tukaj, da v bistvu, tako si ti omenil, tale grajenje skupnosti, kao, ne? On je ful skuša biti team player. Vsakemu posveča pozornost, ne naredi Sydney za sušefa, ne, pa Markusa pošle v Kopenhagen in tako naprej, vsem skuša dati svoj glas, da prispevajo v ta sendvič. Oni rastejo z njim. Vse to tudi meni je jasno. Pa zaradi tega je to zdaj še ok. Zato, ker ni, da bi jim on vsilo te menije, oni res rastejo in sami odkrivajo. Če on gre na Dansko za neke slaščice, kunemu modelu, Valda, Vilu Polterju. In tako... Ampak ja, vseeno pa upam, da bo to nekako nagovorjeno. Ker se mi vseeno pa zdi po drugi strani, da so vsi tako... Vseeno to nek, a veš, kljub temu, da delajo v taki restauraciji, to niso zdaj neki bogatuni, ne? Ni on zdaj rato čez noč. Predvsem zanimivo bo videti, kako bo zdaj tale Ričijev razvoj peljal dalje. Ne? Ker recimo v prvi sezoni, ki imajo tisti video game tournament, basically bi propadlo vse skupaj, brez njega bi jim zažgali restauracijo. On točno ve, kako s tistimi ljudmi handlati. Zdaj, ko je postal boljši človek, rečemo temu, pa ne vem, če še vedno zna te ljudi handlati, če jih hoče še handlati, ali če je zdaj on malo drugače gleda na to. Ne? Tu je zdaj, mislim, tudi del te gentrifikacije, da je Riči gentrificiran. Odvisno, koliko bo mesto ratalo lik. Ne? To je, to je neko vprašanje, koliko se bomo začeli s tem ukvarjati. Zdaj, če se bodo pa hoteli s tem, ali ne. Mislim, malo je nevarna ta tretja sezona, čisto iz tega stališča. Ker, zakaj mislim, da si to dobro vprašanje zastavil, nisi ga zastavil v vakumu. Ampak je Chicago player noter in tisti mafici, ali kaj, ko jih tam srečajo, ko imajo neko pištolo, ali kaj je že. A ne, torej nam so dali neki materijala, s čimer se ukvarjati. In kdaj bodo ti modeli prišli pa rekli, jaz pač ne bom dal $350 za to, jaz hočem sendvič. In kaj ste naredili iz tega, kaj je bila vaša družina včasih, kaj ste pa zdaj? To je zanimivo. Ja, tudi domnevam, da se jim bo to z njihovim stricem še malo mogoče kaj zapletlo, ne z Jimmyjem. Ker vseeno je mafijec in ta njegov, mislim, on ni verjetno vseeno, mislim, zdaj je bil na koncu kar benevolenten, ok, je zadovoljen, seveda ponosen na Karmija, je pač njihov stric, ampak v resnici seveda on je hotel nekaj drugega, on ne vem, če si je na začetku želel, da oni uspejo, Ja, on v bistvu, če je htel nepremičnino, ampak sem mislim, da se ne bo bral na denarja. Ne, se pravim, če jim bo ratalo, ko smo pri Chicagu, meni se je zdelo full overground, ta železnica, non-stop so kadri tega, pa mislim, ok, kaj je zdaj s tem, sem šel pogooglati in Chicago ima tak tretjino podzemne železnice. Je zgoraj. Tako da te kadri niso enih 5 metrov tega, ki je, ampak je več 100 kilometrov dejansko te proge. Ja, ker recimo meni je bilo tudi, jaz nimam nič, tudi meni je Olivia Colman super, ampak po drugi strani si mislim, a veš, če si hotel pokazati
značaj Chicaga v tisti epizodi se mi zdi, da ful kažejo, jejo ta, kaže deep fried pizza. Deep dish. Deep dish, pač imajo to v Chicago, to sem slišal nekje. Jaz sem to že jedel. Deep dish pizza, deep dish pizza. Okay. Vem, da to Obama je, kaj pač. To je John Stewart, še joke imel v To je ful niza, to je pizza, ki je toliko ima file gor. Predvsej kaže s prsti. Tak par centi. Jaz sem z Ptuja, mi imamo v pivnici še debelejšo, pa ni deep dish. Jaz sem tudi študiral na filofaksu in torej jedel pod lipo, kjer je bilo par centi olja na vrhu. Take pice. To je prava pica. Tradicionalno. Tako, tradicionalno mastna. Ok, še kdo hotel kaj o tem, kaj smo še pozabili povedati pri R.E.M. Fulih je premalo. Fulih je premalo. A ja, ti si temu rekel, kao, da je dead rock. Ko sem bral review, je temu pravijo, da je dead rock soundtrack. Solid dead rock soundtrack. Mislim, vse je solid rock, pa ne vem koliko deada, tudi kad nisem dead, ampak... Večina ljudi, ki so poslušali R.E.M., ko so bili najstniki, je zdaj dead. Nekateri tudi grandfathers tega. Moram reči, da sem zastrigel z ušesi, ko so se Pearl Jam jaz tako isto. Ja, itak. Letos bodo koncentrirali po Evropi, by the way. Bodo malo prevideli. Leto bo divje. Jaz moram reči, da celotna tale zvočna kulisa, nasploh za dizajnom, ne samo soundtrack, je izjemna, ker ful dobro podprem. Videl sem na YouTube en klip, upam, da ga bom našel, lahko tam zapiske noter, kjer v teh hektičnih scenah se potrudijo z AI-jem umakniti glasbo stran, pa sam dialog in potem zaštekaš, koliko doda zvočni dizajn pa soundtrack vse te tesnobine noter. Ja, ogromno, te neke bobne imajo pa neko kitaro, ki v bistvu ki je ponavljajoč, nek light motiv, ki te v bistvu, jaz imam ful probleme z anksiozo in ja, sem zelo hitro se čutil, zakaj je to noter. Vejo, kaj je anksioza in vejo, kako je odnarediti z glasbo. Ja, ful, mislim, če bi tu zdaj samo neko obrt omenil, v bistvu večina stvari v restauraciji je v close-upih, ali ti neke preči pogled, obrazi so zakriti ali pa delno zakriti, potem to te postavi v sred akcije noter. Hitri kadri znajo sicer pospešiti zadevo, ampak se poslužijo tudi dolgega kadra, ki ima isti učinek, če ne še boljši. Po drugi strani potem vsi ti majhni zvoki, te restauracije te zelo noter potegnajo in je vse lepo noter podrejeno temu. Se mi zdi, da v bistvu, če greš lepa šola obrti filmanja ali pa televizijskega medija, je v bistvu tleve noter lepo zajeta noter. To, kar je Igor omenil, vsa ta montaža, jaz sem tudi na YouTubeu najprej zaznal YouTube montažeri, ko so se oglašali, to je super, ker je res next level shit. Ne, se mislim, da je tudi, bom jaz dal še potem video, so delali intervju z dvema montažerjema zadnje sezone, kako sta se lotevala zadev in je ful fascinantno. Ja. Ne vem, če je video ali je tekst, ampak bom dal. Neke seje, mislim, da se poznam. Koliko sem videl v onem intervjuju, je tako, da v bistvu je celotna ekipa zelo dobro sodelovala skupaj že od začetka, da ni samo na koncu, kaj je tle imaš narediti neki, ampak da pač so vsi točno vedeli, kaj je tekst, kaj je v bistvu lik, kako se v bistvu moraš tukaj lotati tega. No, drugače, Neci je obljubil, da bo omenil Taylor Swift še tle na tej točki. Točno, okay. Zato, ker je videl, da sta oba pri Dead Rocku. Jaz sem začel poslušati ta komad zaradi tiste genialne epizode, kjer ga on v bistvu spremenil neko svojo himno. Kako že Say Yes to Yourself, nekako tako? Ja, komad je Love Story, mislim, da, ampak to niti nima toliko veze, ampak je res izjemno noter umeščen, je pa umeščen noter zato, ker je pač od Riči, njegova hčerka hoče iti na koncert, potem njemu ne uspe priti neki tasga. Pa celo dobi 3 karte, ta nehvalevžna bivša žena pa noče iti. Ja, kako je? 3 karte za Taylor, nikak tako. 3 karte za Taylor so lahko kar mesečna plača že skoraj. Tako da v bistvu zanimivo, kako se oni, to mi je bilo fajn, kako so v bistvu skozi en tak osladen komad, pa se upravičujem Swifties, ne vem, če sem to smel reči, ker zdaj konc. Zdaj bom nad mano. Bom ven rezal, to prosim ven rešte. Mislim, mogoče bo Anže, ne, da bom zarezal to. No in kako je v bistvu to, kako je lepo povzel ta njegova, ker ti, a veš, on je tip, ki tega ne posluša, predvidevama, ne glede na njegovo življenje, ampak v tistem trenutku je
neka taka stvar zelo dobro povzela, kaj se v njemu dogaja. No. Tako da vejo, katere komade noter. Pa to včasih moraš uporabiti tudi pesem, ki se ti ne zdi najbolj pravilna, ne? Pa je potem mnogo bolj pravilna. Zanimivo je tudi bilo, ko prej omenil R.E.M. Strange Currencies, se pojavi neka alternativna verzija, ki nima istega besedila, ampak neki mrmrav, ne vem, kaj je demo ali karkoli. Isto je z Wilkom, je tudi nek komad, ki ima neko koncertno verzijo. Tako sem bral v zadnjič gor, ker me je res zanimala muzika v The Bear. Meni se tudi tudi to, kar oni delajo, demo, live. Tako. Tudi LCD Sound System so noter, ker so bili super. Genesis so bili v enem, ki me je tako presenetil, ker sem rekel, fakt, to so Genesis, absolutno so to Genesis, moram čekirati. Tako da jaz sem si kar poiskal na Spotify soundtrack. Samo imaš cele playliste. Tako da Dead Rock all the way. Plus Taylor Swift. Tako da muzika se mi zdi, seveda tudi ti šoti Chicago, absolutno tako, kot smo se pogovarjali zdaj. Jaz mislim, da Chicago je tu zelo pomembna stvar, pa jaz ne vem nič o Chicago, no, da se razumemo, razen da je Windy City. Chicago je baje 6. najbolj stresno mesto, zdaj ne vem, v Ameriki ali na svetu, nekaj tazga, pa se mi zdi zelo... Takoj po Ljubljani. Ja, mogoče ima malo manj PM10 delcev, ampak... Nepremičnine so pa tudi tam. Ja, recimo. Čeprav Uncle Jimmy hoče vse. Uncle Jimmy je posod. Tako da Okay, še kaj smo hoteli povedati? Jaz bi se mogoče malo pomenil o tej epizodi. Ja, dajmo. Valjda, kako sem vedel. Mislim, meni je sicer osebno najbolj Forks, z Richiem. Ja, meni tudi ni, ta božična je izjemna mi, ampak mi ni najljubša od epizod. Vama je Forks. Ja, meni je mogoče ta, pa kadar sekvenca seveda, pa ta Kopenhagen. Kot nekaj posebnega. Okay. No, je pa, mislim, tehnično pa koliko zgodbe uvede, pa je vsekakor Fishes, ki te zbombardira čist. In to je bil tudi namen, to sem pa bral v intervjuju z tem kreatorjem, da je rekel, da hoče, a veš, on ima tam noter guest stars, Jamie Curtis, ta Bob, vse živo, in je rekel, da je hotel na te božični večeri imeti to vzdušje, tega, da ko ti prideš kot imamo mi spomine na te zadeve, ko je ogromno njih ljudi, ki jih že 100 let nisi videl, sploh jih ne znaš dobro umestiti, ampak so ti ful znani od nekje. In zaradi tega je to guest staro tukaj noter. To je bila, mislim, dosti zanimivo. Pa po mojem, ker so vsi bili fani prve sezone, so rekli, ampak dejansko je ta feeling, ko si čakaj, kje je že ta, pa poviš, ok, moram ga spremljati kot lik. To ni Curtisa čerka, Jamie, čakaj, kje sem njo nazadnje videl? Ne, zdaj moram jo kot to pošast zdaj trenutno. Čeprav odkrito povedano, meni ne bo zanimivo ona sestrična, o kateri ne govorijo in je nihče ne sme povabiti na... A veste, ona vedno reče, kazno ona pa ne. Ker on hotel tudi na polno otvoritev povabiti. Divilo se knjine, ona pa ne. Sam si kaj mogla narediti, da v tej familiji ni sprejet. What she did. In si pa kaj? Mislim, če bi avto zapeljala skozi steno, kaj je mogla ta bejma narediti? Ja, tisti materin meltdown je kar, absolutno se strinjam, ne. Povedem pa tudi govori o tem, kako ta nek konfliktno odnos do hrane, ki ga imaš ti, ker mati sicer ljubezen je to, da bo zdaj ona skuhala teh 7 rib v različnih variantah, po drugi strani pa terorizira s to svojo ljubeznjo. Ta pasivna agresija, ker ona ljubezen seveda ponudi, ampak potem slap, mora si jo zaslužiti in kako ona to svojim sinovom in hčerki. Ki je najbolj stres. Tako. Cela serija se mi zdi, epizoda se mi zdi zelo učinkovita v tem, da ti pokaže, kaj dejansko je privedlo do samomora Majka, ker mislim, da je tukaj zelo dobro nastavljeno. Če še posebej, ker veš, kaj se je zgodilo, da je to prisotno, še posebej, ko mu Uncle Lee, ki ga je igral Bob Odenkirk, govori you're nothing. Ta scena je mene čisto zrušila. On se v bistvu tam dere na njega že v nekih živalskih glasovih, Mike. Medtem ko Donna, mati, sem pa šel prav brati, kaj je ta njena psihoza posredi in pač to je borderline personality disorder, to je mejna osebnostna motnja po slovensko, kjer so ta ogromna grungy nihanja med ekstremnimi čustvi pa zanikanjem pa umikanjem, torej ljubezen, ki jo ponudiš pa umakneš, tako kot si ti rekel, da pričakuješ hvalo, hkrati jo zameriš, a veš, vse te grozne zadeve in tamle
Karmi, mislim, da na koncu, ker tisti dolg kader za mizo, je pa še posebej Karmi toliko v ospredju, ker pa mu da tako... Resigniran. Ja, mislim, on dobesedno pogleda v kamero, skoraj da v kamero noter vate, kot gledalca, kjer vidiš, ok, ti si ravno kar izstopil iz te cele zadeve, tvoja travma se je tle inštalirala, pa še gleda tisto vilco noter v kanoli, ki jih na koncu v zadnji epizodi ponudi, potem še kot... Ta Jeremy Allen White je res izjemen. To se mi zdi, da je neka igra trenutno, ki je to, kar je igra v 2024-2023. To je mogoče sliši neumno, ker sem zdaj rekel, ampak to, kako je on pelal, kako on pelje ta lik, a ne z nekim, pa to ni ne minimalizem, ne nič, ampak se mi zdi, da spremljamo prav en nov način igre za ta čas, ki je izjemno, izjemno dober. Nisem fan čisto vseh, recimo, jaz mislim, da ta Ayo Edebiri je sicer zelo zanimiva, kot njen lik in kot lik je perfektna, mislim, da ni preveč dobra igralka, ampak je tudi dobro zbrana, se mi zdi v tem trenutku. Pomaž pa te druge vloge so pač res izjemne, ampak on pa izstopa kot, pač on je absolutno neverjetno. Jaz če se tazga, da neki tok vre v tebi, pa nikoli ne spustiš tega ven zares, kakor bi mogel, pa kadar to spustiš ven, je tako narejeno, ko on naredi. Tako da upam, da bo imel fenomenalno kariero naprej še. No, pa tudi Sugar, sestra, v tem Fish izdelu super. Vidiš, koliko je ona potlačena in kako je vse ostalo, kar si do zdaj videl od nje, koliko je morala zrasti od te točke, da toliko normalno funkcionira in je toliko močna in srečno v bistvu poročena na nek način, oziroma se trudi. Z vaniljevim sladoledom. Pač še nosečnostjo hkrati. Tudi Riči se mi zdi, da v tej epizodi, ki ni njegova, ampak ima pa 5-minutno nežno sceno svojo ženo, ki je v pojsli gorke zaradi nosečnosti. Veš, kaj je izgubil. Ja, se točno to. Ful lepo plastiko, tako človečnost mu da gor. Kljub temu, da mu Forks potem še da neko novo motivacijo in tako naprej, ampak tlele ga pa res začutiš kot tak zelo lepo zaokrožen lik. Isti kader je v prvi sezoni, podoben kader je v prvi sezoni, kjer v bistvu on se dere na Sydney v avto neki, pa kar nekrat se ustavi vse skupaj, pa imaš 3-minutni telefonski pogovor, po telefonu Sydney je v bluru od zadnji in je top. V bistvu se mi tako zdi, kot da so si prav tam rekli, ne ful rezati, ampak bolj tista odločitev, kdaj ne rezati. Sam pust, da stvar diha, pa da se nekako vidi ta lik pa igra. Dolgi kadri delajo. Včasih če so na mestu. Duh Tarkovskega se pravkar oglasa. Dolgi kadri. Lahko bi tudi kakšne slovenske režiserje omenili, ampak ne bom. Ja, ne, ampak me pa zanima tebe kot režiserja filma, ki začneš zadnji film s poskusom samomora, kako pa gledaš na to, da tukaj dejansko ne vidimo, kaj se je zgodilo z bratom? Dobro, mislim, absolutno je prav to. Mislim tudi, da ne bomo nikoli, mogoče bomo kaj bolj natančno vedeli, ampak sej vemo, mislim, da je to, kar nas še toliko bolj driva. Jaz sem načeloma itak proti temu, jaz sem pač naredil to bolj absurdno na začetku vzornika, ampak absolutno je to. A veš, všeč mi je to, da ko so oni, tako ko si rekel, oni sestrični ali pa to, ko se pogovarjajo o nekih stvarih, nam ne razlagajo. Zadev, ker je to normalno, da ti jih ne razlagajo. In če si ti veš bistvene stvari, gradiš si pa to sliko od zadaj, in karkoli si je že tam Majki naredil, a veš, je 1000krat bolj strašljivo v glavi, kot karkoli, kar bi lahko videli. Hkrati pa razlagajo vedno iste štorije, kot vidiš Ričiju. Ne boš razlagal tistih problematičnih, ampak oni, ki misliš, da so kul, ki so vsem že grejo na kup. Ja, ne, vse tudi v tem Fishu se mi zdi, da Majko se ful dobro pozna, kaj mu dogaja, ko mu Karmi zgolj da risbo nove restauracije, te želje, da bi skupaj nekaj delali, pa vidiš, mojemu bratu je nekaj do mene, jaz nisem nihče, kljub temu, da se potem pri mizi totalno zruži, ker ga stricu nič daje. Mislim, se še vedno ful zadrži, ne gre po ful orožje, pa postreli vseh. Ja, ok, to je ameriška prednost, napredek. Lahko bi, ampak ne bo. Ja, ampak se mi zdi, da ta odnos še ni, mislim, da bomo tle še kaj nekaj videli. Ker vseeno je pa malo tako, jaz mislim, da mora tudi Karmiju kapent nekje na neki točki, da Michael ga ni hotel tam iz nekega zelo logičnega razloga, ni ga hotel doma. On je hotel, da gre on svet, hotel je, da gre.
Tako sem jaz feeling, da bo točno v tej sceni, ki ti zdaj opišeš, kako se njemu lomi srce, ker pa ve, da noče tega. Da noče, da Carmi dela z njim v tej restauraciji, da noče, da ostane v Chicagu, ker je vreden več. Jaz mislim, da mora Carmi nekje priti do tega. Da mu bomo brat zameral, ker on več čas hoče delati z njim v restauraciji, pa mu brat ni pusto. In išče to. In tisto pismo na začetku prve sezone ni bilo dovolj. Po mojem, ga je premaknilo naprej, je videl, da pač smrt brata ni njegova krivda ali karkoli si je že on v glavi napletel, mora pa še priti do tega, da ugotovi, zakaj ga je brat odrivil iz restauracije. Tako da mislim, da jaz pričakujem, da bo to, da bomo v tretji sezoni še vseeno videli nekaj njunega odnosa. To je zanimivo. Ja. Tako da, pišem scenarij. Hulo, call me. If any writers are listening, if the producers of The Bear are listening. Yes. Oni poslušajo vse. Ok, super. Meni se zdela super debata, absolutno, tudi se mi zdi fajn, da vsake to koncerte naredimo, nekaj, kar mogoče res ni hardcore žanr, to, kar ponovadi delamo in da vseeno naredimo nekaj... Če lahko tu samo rečeš tako, mogoče od žanrskih izdelkov, ki jih ponovadi prezentiramo ali pa se o njih pogovarjamo, bi si želeli, da je več takšne pozornosti, kot je tukaj. Ajde. Ja, seveda. Da je manj čebelarjev na tem svetu. O tem bomo mogoče še kaj govorili v nadaljevanju. Kaj ti zdaj? Mito, kaj pa Star Trek tiče, kaj jejo? Nisi nič našel. Uporabljate replikator, pa Nilixa dajte na čevl in tako. In smo, skratka, to je bilo to od The Bearu. Če slučajno niste gledali, pa ste dole zdaj poslušali, vseeno mislim, da smo, kljub temu, da smo povedali skoraj vse, vseeno da še to pogledati. No. Mislim, da montaže ne moramo razložiti, kako kul je. To je neki kader sekvenca, to noben ne razume. Trust me. Necu mogoče lahko, on je kao posnel nekaj filmov. Dejte pogledati, na Disney Plus imate res, splača se, jaz sem to pogledal v enem vikendu, da se... Lahko tudi si razdelite čez 2 tedna, tako normalni ljudje. Ne, kaj ti je? Te nimate, kaj delate. To je fast food, stari. Šefo reče, da ste izgoreli. Skratka, pogledajte to in se veselimo 3. sezone in mogoče se takrat vrnemo tudi s tole serijo še, ali pa počakamo še nekakšno, ne vem, nič pa nisem, malo sem brskal, če bi kje videl, kako dolg planirajo, kaj tle planirajo, kam zgodbo pelati. Zaenkrat ni nič zunaj, da bi bilo tako, ne vem, da je 3. zadnja. Ne pa zapto meni, da so bili tudi precej uspešni v Golden Globih zdaj, ne? Ja, seveda, pobrali se je kar nekaj, on je dobo še zdaj, letos enega, ne, se pravi Carmi, Jeremy Allen White, drugi pa ne vem, tudi ta Actors Guild Award, pa to so dobili. Tako da absolutno je to ena boljših serij zadnjih 3 let, no. In dajte pogledati ljudje, kva vam je. In gledamo, in smo v rubriki, kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo. Nec, ti si prvi na vrsti in prej si že omenil Berja, zdaj ga šele gledaš. Zdaj ga še ne vem, kaj mi je. Nekaj sem ga zaradi tega, sem pač nekaj pišem, pa sem hotel pogledati, ker je tematsko podobno in potem sem popolnoma noter. 2. sezona nekje na sredini. Okay. Ja, tako. Pač ful uživam, res to je. Pač, mislim, najbolj mi je všeč to, kako gre skozi čez, pa ne gre nikoli čez. Vmes je ena epizoda v 2. sezoni, zdaj se ne spomnim, Leni neki, ki je fight. Si že tam? Ne. No, kar je pomembno vedeti, gledaj, pač ena sezona bo fight. Tista epizoda je prišla ven hkrati z big finale Game of Thrones in Avengersi in je full boljš fight kot v onih 2 filmih, mislim, in seriji. Meni bo zihar, ker Game of Thrones sem gledal samo 2 dela. Ne, prvo sezono pa prve 3 dele. Takrat, ko one prostitutke na tepe skrtačo, sem si rekel, to me ne zanima in sem nehal gledati. Tako da sem precej... Zanimivo, eni smo tam začeli uživati. Ne, sem začel uživati. Tam se mi je šele začelo. Ne, sem da. Okay. Potem od knjigo pa zdaj berem ta Pričetek vsega, Nova zgodovina človeštva, malo 600-stranski špeh za zimske večere, od 2 Davidov, zelo zanimiva zadeva, no, malo, kako v bistvu nismo tako posebni, kot smo mislimo, da smo. Pa od filmov sem pa zdaj končno si Killers of the Flower Moon recimo nazadnje pogledal. No. Fajn mi je bil, no. Maestro mi je bil bolj všeč
kot film. Na Maestru sem kar padel, čeprav sem se z veliko ljudmi skregal, ki ga sploh ne morejo. Je patetičen, je Bradley Cooper, štarta na Oscarja in se bo najbrž ravno zaradi tega zmaknil, ampak se mi zdi izjemno lepo postavljen film in sem precej užival. No. Ok, no to, kar me res zanimalo, ker nisem še nobenega slišal, ki bi ga gledal, ker mi ga Netflix skozi meče naprej. Ne? Mislim, jaz ga zelo priporočam, ampak meni je če sem predvsem užival v tem, kako je postavljen, pa to zdi se mi ena taka pogumen take na neke biografske zadeve. Verjamem pa, da zakaj nima fanov v določenih. No? Pač super je ta Carey Mulligan, je perfektna. Boljša kot on, definitivno, ampak on postaja pa res dober režiser. No? Evo, to je to. Ok, super, hvala, Nate. Igor, ti si na vrsti. Ravno danes sem gledal Gepek, slovenski film, kriminalka, ki pride v kino naslednji teden ali pa za vikend že menda. Zelo kompetentno narejeno, kriminalka z nekaj humorja o enih, ki potujejo na morje. Mogoče ni čist dovolj štori, ampak droge švercajo, zaljubljajo se, stvari pridejo na dan. Ti si posnel Guma in podobno. Že en podoben film. To je izlet 2. Ne, heca se ne poznam. Svaka čas, kako se stičil so zase, mislim, so naredili svoje ljudje. Sami so naredili film, ja. A ni izlet prequel, gremo mi po svoje. Ja, to bodo zdaj na Voju ponujali kot trojček. Gremo po svoje, izlet pa Gepak. To bodo zmereni gledalci. Ful je, zelo je lepo posnet za film brez financiranja SFC in vse to za tak čist neodvisno produkcijo je fenomenalen. Vmes imaš celo en dron shot kader, kjer se oni vozijo in potem dron dela loopinge okrog in je kar tako, tega ne vidiš pogosto v slovenskih filmih in tudi igra jim pač je zdaj tak nek krimič, kaj že bo on, gremo, ne gremo, si me zmedel. Tu pa tam, ja. Samo z manj preklinjenja, mislim, da. Manj storži. Pizda. Barabe. Gledal sem Čebelarja, The Beekeeper, skupaj z Aljošo. To je bilo ena bolj smešnih stvari. Mislim, da ne namenoma. A da si bil z njemu? Skrajno neumen film, v katerem Jason Statham pretepe res dost ljudi. V glavnem jih vdari v grlo. In tudi streli, čebele so tudi zraven. V panju te nihče ne sliši kričati. Najboljši stavek vmes, ki ga eden for no reason južnoafriški bad guy dobi in ga se pripravlja, da ga bo usmrtil in ima še cel govor in ta govor zaključi z to be or not to be. What will it be? Kako je bilo v podnapisih? Žal, ni bilo. Kaj zdaj čebelarček biti ali ne biti? Če bi ali če ne bi, če mogoče, če bi. Fulčejo bi. Čebela. Pogledal sem No One Will Save You, ker je Mito razlagal, da je to v redu in Igor nima pojma. Jaz sem to pogledal, ker sem napisal tudi v Letterboxd review po priporočilu Guillerma del Tora, tako da if you have beef, take it with him. Ne, konec je zelo tak whatever, ampak je pa zelo lepo posneto. No. Gledal sem Violent Night, ki niti to ne morem reči, to je res brez veze. To je David Harbour kot Božiček, ki je bil nekoč viking, zdaj pa se bori proti kriminalcem. Okay. Ja, nima nekega smisla, pa niti niso fajti tako vrejo. Naredil on Finsko, je včasih delo vrejo filme, ampak ne. Ker imam 10-letno hčerko, sem pogledal film Cinderella z Camilo, karkoli je že. Cabela. To, ja. In je fun, ful je smešen film. Musical je, ful pojejo in med drugim je Rhythm Nation not, od Janet Jackson, tak res je v redu, mislim, za Cinderella musical. No, okay. Ja. Gledal sem, ko smo že pri musicalih, Črnborške dežnike. V kinoteki? Ne, nisem uspel v kinoteku, pa sem vklopil na Mubiju isti dan. Tako da sem hkrati gledal s kinoteko, tako da vsaj neki. Ja, vidim, da je to najljubši film od ljudi, ki so naredili La La Land. Ja, ja ne? Ja. Ne more biti bolj očitno.
Tako da, če vam je všeč La La Land, pogledajte še Čereburške dežnike. In berem od Karla Čapka Tovarno absolutnega in moram reči, da me je po par straneh uničilo ene moje percepcije glede umetnosti. Večkrat sem že omenil, da je meni 8. epizoda 3. sezone Twin Peaksa Peak Television. David Lynch tam razloži vse not in eno od stvari, ki jih razloži, se mi je zdela tako izvirna, da bolj ne more biti in to je basically to, kar ima Čapek tu v knjigi iz 32. Okay. Tako da Lynch je kopiral ta koncept in zdaj ne vem, če še ima življenje smisel. Je pa ful zabavna knjiga, satira je. Konec serija, veš. Glih nedavno izšla Police Dubove, prvič prevedena v slovenščino, tako da če ste do zdaj to brali, ste morali v češčini, tako da wow. Power to you. Svaka vam čast. Ja, in špilam Dead Space remake, ki je še vedno zakon, samo ful lepša grafika. Kot je bil na PS3. Aha, Okay. ja, Ja. 5-4K. Okay. Ja. Enka. Ja. Enko so remake naredili za PS5 in je amazing. Malo boljši gameplay je še, pa res je bolj grafika. Ok, super, hvala Igor, tudi za zvočne efekte. Mito, kaj si ti pogledal? Jaz priporočam, gledal sem ful, ampak danes priporočam pač, pogledajte si They Cloned Tyrone na Netflixu. Takšen black exploitation, ki sreča Pulp Fiction pa Us. Noter špila John Bodega pa Jamie Foxx. Tako znani, tako imenovani. Sorry, za kar nekaj. Ful je fun, lep humor je noter, predvsem Jamie ga poseka. Je pa takšna zelo, če vam je Tarantino cool, če vam je taka Jackie Black zadeva cool, bo to čisto super. Ima pa neke sci-fi elemente noter, taka zanimiva žanrska mešanica. Sem jo tudi umestil na seznam za obodeke, tako da dajte si pogledati, če vam bo to ok. Cool. Pa prebral sem izmed drugih zadev tudi Veščec 4, cool je, wow. kar tako naprej. Pa... Že pri štirki. Yeah. Ne, pri štirki, preko štirke sem že. Prebral sem Ballardov Stolp, iz ne vem kjerega leta, 72 ali 77, nekaj tazga. Zanimiv distopičen, modernističen roman, ki pa mogoče malo pušča še domišljije ali pa sloga, ampak drugače pa kar tak mindfuck. No. Ja, to. Ja. Kaj pa Only Murders, kako daleč si? Drugo sezono sem pogledal do konca, zdaj sem že na 3. Ne, 3 so, ja. Ja. In? Bredo. Cool. Mislim, Selena bi lahko bila boljša, ampak you get what you get. Ja. Pač, You get me. Ne, Martin je super. Predvsem, pa še zdaj ne vem, a je cool, kak je Martin Short. Aha. Pa še zdaj ne vem, a mi nostalgija špila zaradi otroštva, ker Martin Short mi je tak zelo 80s komični lik oziroma igralec, ki mi je vedno bil blizu, no. Ali pa je dejansko tako cool napisano, se skupaj tako da ne vem, ne morem še ločiti čist najbolj, ampak meni je super, zelo uživam. Kaj je bolj kot serija podcasterjev? Ja, ja, jaz sem full tega pogledal, tako da bom šel sem na hiter skozi, pogledal sem filmsko serijo Silent Night, Deadly Night, za vse tiste, ki mogoče letos, ker lani niste za Božička, pa dajte letos za Božička gledati. Skratka, gre za filme, v katerih pobija Božiček, grozljivke, slasherje. Prvi je super, prvi ima eno boljših psiholoških zgradb serijskega morilca, oziroma enega, ki se mu malo trga. Vsi ostali sem jih pogledal za vas, da jih vi ne rabite več. Posledite me na Letterboxdu in si tam pogledajte. Skratka, tega je, koliko sem rekel, 1, 2, 3, 4, 5, 6 filmov, ja, zadnji je z 2012. Ampak ne vem, če hočete kaj z kuriozitete, pogledajte recimo Initiation, kjer je v bistvu neka feministična klika, ki pobija moške, ali pa The Toymaker Petko, kjer igrače pobijajo. Pač to je nekaj najbolj glupega ever, ampak glej, pogledal sem za vas, se pravim. Čez praznike sem pogledal Star Wars od 1 do 9, se pravi Skywalker sago, predvsem me je presenetilo, ker zdaj je nek revival prvih 3, se pravi 1, 2, 3, ne prvih 3 kronološko, ampak 1, 2, 3. Da v primerjavi, zaradi tega, ker seveda ljudem niso bile všeč 5, 6, ne, 7, 8 pa 9, ja, ampak ni, še vedno
enka je še kar ok, pa grejo, mislim, stvari so tako zelo nihajo, no, od res takih te lukne so katastrofalne, pogledal sem dvojne Ivoke, vse to imate na Disney+, tako da lahko vse pogledate, tudi Rogue One sem zdaj pogledal, ampak po tej seriji, no, skratka, kaj že smo rekli, Andor, tudi Rogue One malo zgubi svojega čara, se mi zdi. Ja, malo vidiš, kakšne gluposti so se tam šli in da niso šli dovolj daleč, mogoče. No? Prej bi rad povedal, zdaj berem Dylana Doga, stripe, ker lani, do letos poletje sem prebral vse Zagorje, kar sem bil zadaj in zdaj tekoče berem sproti. Zdaj pa berem Dylana Doga 2.0, to je tako znan med fani v Italiji. Začeli so s tem izdajo jeseni 2013 v Italiji, številko 337, tako da me zdaj čaka enih malo manj kot 70 delov novega Dylana Doga, kjer so začeli s kontinuirano zgodbo, se pravi, Bloh se končno upokoji, to, kar je ves čas napovedoval, zdaj gre v pokoj, Dylan Dog ima neke punce, ki je čez več delov, skratka, ima neka razmerja z njimi, spomni se, kaj je v prejšnjem delu, skratka, malo se zgodba ponekod nadaljuje, pa poskušali so neke nove, velike kritike kapitalizma, en res ful dober del o delu v pisarni, recimo noter, ki malo spominja na Severance, ja, ker je noter pač kar nekaj se jim dogaja, vsi so nenadoma stari, tako vsem se zdi, da delajo že 20 let noter, pa so šele 3 dni, ven jih ne spustijo, pol morajo v trgovino obvezno kupovati izdelke, ki jih tam kao nekako oni tudi delajo, nabijajo jim seveda dolga tok, da morajo odplačevati, da kome plačo not dobijo. Tak res ful dober, primer pa tudi njegov nov Nemesis, ki je nek Ghost, se piše Ghost dela, je nek tak milijarder, Apple manager, ne vem kaj, neki skratka genij, ki neki telefone prodajajo, ampak ti telefoni imajo seveda zadaj ene nadnaravne stvari. Tako da mi je kar zanimivo, sicer pač meni se zdi, da poskušajo in da delajo nekaj novega, je pa res, da so to po, se pravi, malo kot 70 številk so to zdržali, se pravi, malo manj kot 5 let, potem pa so fani čist, padla je prodaja tako zelo in da so po tistem Dylan Doga začeli znova. Tukaj potem pade komet na zemljo in se začne Dylan Dog v drugi zemljini varianti in ponavljajo neke epizode, ki jih malo drugače prikažejo. Tako da, ko bom prišel do tja, bom spet poročal. No? Meni je ta, res je ful sicer za nič štori vmes, ampak na vsake tok cajta je pa briljantna. In meni je to boljš kot pa poprečje. Se mi zdi tako. Kar dobrih del. To zdaj v italijanščini bereš? To berem v izdaji Veselega četrtka in to je zdaj neki let že zadaj. To je srbski založnik, ki ga naročam iz Srbije, tako da sem precej zadaj. Oni so skratka že začeli s tem prerojenim Dylan Dogom, ampak jaz še nisem prišel tako daleč. Ljudje in ljudine, če boste verjeli ali ne, to je bila že naša 176. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Nejc, manj je več guru Gazvoda, Igor, poznavalec socialnih omrežij Harp, Mito, mojster bolečine drugega Gegec. Ja, se sem. Razumevanja bolečine. Ne, to sem spustil. In Aljoša, stereotip genija Harlamov. Tole epizodo smo posneli v kinogledališču Bežigrad. Če gledate film v KGB, ga gledate v centru z dobrimi kokicami in pivom. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkate naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts ali Spotify, spremljate platformo Aparatus z odličnim in raznovrstnim izborom podcastov in če boste v prihodnjih dneh želeli presenetiti partnerja oziroma partnerico s skrbno pripravljenim obrokom, vedite, da se v prijetni večerji v dvoje ob svečah najbolj prileže dobra steklenica dobrega vina ter naše režanje. Ob ribah belo vino in podcast o filmu Katastrofe. Ob rdečem mesu, rdeče vino ali dobro pivo ter podcast o akcijskem filmu. Ob veganskem obroku pa kozarec vode ter podcast o postapokaliptičnem žanru. Podcast Obot, ko obedujete, lahko tudi obodujete. Na Twitterju nas najdete kot podcast Obot, na Facebooku, Instagramu podcast SKM brez Obot brez pikic vmes. Vse pomembne povezave najdete tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu te objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo vsem tekočih epizodah o tem, kaj žanrskega
konzumiramo ali bomo konzumirali v sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabno mrežo še vedno tudi delimo rajce, prekolce, novice sveta, žanre in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, recepte za pustne krofe, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 176. epizoda. Dragi oboževalci in oboževalke, naslednja epizoda 6. sezone je na vrsti 30. januarja in govorili bomo o špilih s Snetijem in njegovo novo knjigo Očepnik in 3 glava opica, zlata doba računalniških pustolovščin. Tej epizodi pa bo sledil Valentinov special, ki bo letos posvečen seriji Sex Education. Da se pripravite, tako ali drugače, wink, wink. Torej, poslušamo takrat. Hvala vam za vašo pozornost. Kaj je to? Kaj? Če pa je seks omenjen. Okay. Yes, Wink, yes, Fantek iščem muco. Spoiler.